Teden, ki je za nami, je minil v znamenju nadvse uspešno izvedene celotedenske vaje Nič nas ne sme presenetiti. Vaja je sprožila veliko zanimanje domače in mednarodne javnosti. Za ogrevanje se je premierka Alenka Bratušek v zgodnjih jutranjih urah odpravila po zaupnico v parlament, kjer so ministri njene vlade med čakanjem na izid glasovanja izvajali počepe in trebušnjake. Sledila je 16-urna javna interpelacija zoper finančnega ministra Uroša Čufarja, ki se je odlično držal in ni ničesar priznal. Po njegovi zaslugi davkoplačevalci še zdaj ne vemo, kdo je bil skrivnostni kupec 1,5 milijarde vrednih državnih obveznic, niti tega, kdo je od tega posla dobil več 10 milijonov provizije. Po drugi strani pa smo lahko zadovoljni, saj smo na vprašanje, zakaj bo denar od prodanih državnih obveznic porabljen, dobili kar 2 odgovora. Predsednica vlade Alenka Bratušek je poudarila, da denarja ne bodo porabili za tekoče potrebe, medtem ko je finančni minister zatrdil prav obratno. Ne glede na to pa smo lahko državljani popolnoma mirni, saj premierka in minister menda drug drugemu popolnoma zaupata. V senci dogajanja v državnem zboru pa je najboljšo slovensko vlado vseh časov potiho zapustil skromni gospodarski minister Stanko Stepišnik. Ko smo po vsem tem dogajanju že mislili, da je akcija Nič nas ne sme presenetiti končana, pa se je zgodil še en dogodek. Tudi ta nas seveda ni presenetil, saj smo zmeraj in povsod na vse pripravljeni. Še posebej so se izkazali naši policisti, kriminalisti, pripadniki protibombne enote in gasilci, ki so v najkrajšem možnem času pridrveli na kraj dogodka, se pravi pred vladno palačo v Ljubljani. Policisti so namreč v petek okoli 11. ure prejeli obvestilo, da je v prostore vlade na Gregorčičevi ulici prispel sumljiv paket problematičnega vonja. Ostalo veste, saj so na kraj nesrečnega imena nemudoma pridrveli tudi novinarji, snemalci in poročevalci, ki so dogajanje posneli. Bil je pravi filmski spektakel, kaj takega za en drek pobrat niso videli še nikjer na svetu. Kljub temu, da je omenjeni dogodek zasenčil vse prejšnje, je prav, da si pogledamo še nekaj podrobnosti. Kot smo že povedali, je bil finančni minister Uroš Čufar med celodnevno interpelacijo zelo molčeč. Izjema je kratek komentar na temo nadzorovane likvidacije Probanke in Faktor banke. Jaz gledam na Probanko in na Faktor banko kot 2 okostnjaka, ki sta mi pravzaprav padla iz omare v naročje. Toda če sta Probanka in Faktor banka okostnjaka, ki sta padla iz omare, zna biti, da je v tej bančni omari še več okostnjakov. Med njimi Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor in še kaka druga banka. Minister Čufar žal ni natančno definiral, kakšne vrste okostnjaka sta Pro in Faktor banka. Poznavalci pa menijo, da gre za okostnjaka formata zobne miške. Medtem pa okostnjaki, ki še čakajo, da bodo zgrmeli iz omare, dosegajo format kosti mamutov in dinozavrov. Ja, prav res. Nič nas ne more presenetiti. Tako kot nas ni presenetil odstop gospodarskega ministra Stanka Stepišnika. O njegovem odstopu je ministrov strankarski kolega Jani Möderndorfer dejal. Minister Stepišnik je s svojim odstopom razbremenil vlado. Prav res. Še ducat podobnih razbremenitev, pa bomo razbremenjeni tudi državljani. Še to. Slovenska tiskovna agencija je poročala, da bodo te dni končno znane laboratorijske analize snovi, ki se je nahajala v paketu poslanemu vladno palačo. Radio Slovenija pa je poročal, da naj bi bil neuradno v paketu pasji iztrebek. Slednje zanesljivo ne drži. Splošno znano je namreč, da Janez Janša nima psa.